V redu. Čemo začeti, a ne, počasi. Zdaj, gor nas je 21, vse skupaj, kolikor vidim, imamo 2 oziroma 3 novinarke. Jaz upam, da bo več, no, ampak škoda, ne. Skratka, dobrodošli vsi na tem našem srečanju, na tiskovni konferenci o predstavitvi knjige. Skrivno društvo KRVZ, kar pomeni, Joža, kaj to pomeni? Kačja rit v zid. Ja, hvala. Torej, jaz bi lepo pozdravil vse prisotne, posebej Simono Semenič, avtorico knjige, pa seveda Alenko Veler, ki je v bistvu zelo zasedena in sem zelo vesel, da si je vzela čas in da bo malo povedala tudi o tem, kako in kaj je prišlo do tega sodelovanja. Naj povem, da Alenka Veler je urednica, prevajalka, slovenistka, tudi prevaja, mislim, da iz nemščine, če sem prav informiran. Bila je na Radiu Študent, so imeli tole Za pol groša fantazije, urednica Cicibana Cicidoja in tako naprej, ne. Trenutno je pa od leta 10 je pa urednica pri Mladinski založbi, zadolžena za mladinsko leposlovje. Ko je leta 2020 je bila urednica oziroma predsednica komisije za izbor Modra ptica. No, in skratka, hotel sem reči to, da to je začetek. Zdaj bi prosil pa Jožeta, da na kratko predstavi Simono. Dušan, a lahko nekdo nas vse izklopi, pa se ne vsak posamezen potem vklaplja, ker če ne so moteči tile zgovorniki. Ja, ko se sproti priklapljajo, v redu. Ja, daj izklopi vse in potem naj se vsak vklop. V redu, smo že naredili. Joža? Ja. No, daj, povej nekaj o Jaz sem Simoni. počakal, da ste se vi uredili. Dober dan in dobrodošli na Zoomu danes. Danes bomo pač govorili o knjigi Skrivno društvo KRVZ od Simone Semenič, kar pomeni Kačja rit v zid. Simono Semenič je že kar nekaj časa poznam, jaz sem se z njo tudi osebno pogovoril, da bo skušala povedati, kdo je, od kod prihaja in tako naprej. Drugače pa je tako, jaz jo kar nekaj časa poznam že, najbolj sem jo pa začel spremljati takrat, ko je začela s temi predstavami Jaz žrtev, potem 1981, Mi evropski mrliči, potem Lepe vide lepo gorijo in še podobne zadeve. Tako da dobila je Prešernovo nagrado, ne vem, a je bila 2-krat ali 3-krat Grumova nagrajenka, potem je bila Prešernova nagrajenka občinstva za predstavo 1981, potem predstava, ki še nima naslova, pa ga pač ima, to je Čudež, in morebiti še marsikakšna stvar. Tako da jaz sem to knjigo prebral in je čudovita knjiga, dogaja se po Ljubljani, v bistvu je kriv Črtomir, ta njen sin, posvečena je pa Črtomiru, Vitomilu, ki sta prva edina poslušalca in pa edina njena sončka. V redu, hvala Joža, zaenkrat. Tako da, če grem kar naprej, pač Simono Semenič prosil,
če se lahko tem, ki smo na Zoomu, na kratko predstavi, pa bi kar prosil za besedo Simono Semenič. Ja, Simona, izvoli. Ni mikrofon. Evo, me slišite? Najprej hvala za povabilu in lep pozdrav vsem. Jaz sem pač v prvi vrsti nekje, oziroma najprej dramska avtorica, dramatesa, in se pravi, pišem za gledališče, tako sem začela tudi pisati nekako, oziroma bolj, recimo temu, bolj intenzivno, profesionalno, ali kako naj temu rečem. Tako da, se pravi, bolj sem nekje poznana po teh svojih dramah, to, kar je Jože omenil. Tako da v bistvu ta roman sem začela pisati nekje bolj za hobi, no, tako naj rečem. Ni bilo mišljeno v izhodišču, da bo pač, oziroma nisem pisala z mislijo na objavo, se pravi na knjigo, no, tako rekoč. Tako da sem te knjige v bistvu zelo, zelo vesela. Mislim, ne vem, kaj naj točno o sebi povem. Skratka, pač pišem, tudi delam v gledališču, delam svoje avtorske predstave, tudi nekaj sem malega že režirala. Drugače sem pa pač mama dveh sinov, Črtomira in Vitomila, katerima sem, kot je Jože tudi že povedal, nekako napisala to knjigo, Skrivno društvo KRVZ. To je nekje v grobem tonu. Kaj naj še povem, ne vem. No, vse v redu, vse bomo še tekom pogovora, ne. Ja. Zdaj, jaz bi zdaj, sem rekel, bom povedal, kako je pravzaprav prišel do tega sodelovanja, ne. Zdaj, jaz Simono Semenič spremljam že kar nekaj časa, par let, in tako da moram priznati, da mi je kot avtorica zelo všeč s tem svojimi performansi oziroma z dramami, ki so na meji med klasiko, performansom in osebno izpovedjo, a ne. No, in istočasno sem pa nekako gojil željo, ker ko sem delal na izposoji, oziroma tudi ko sem še zbiral knjige za branje v knjižnico, so ljudje me klicali in so me spraševali, če imamo to knjigo na zalogi, ki je pravkar izšla, ne. Zdaj, sistem pri nas bo pol Katarina povedala, izbor knjige je tako, da mi vse te stvari delamo z eno določeno zamudo, ne. No, in potem sem razmišljal, kako bi pa naredil jaz neko varianto, da bi poskušal, da bi knjiga izšla istočasno v brajici in v črnem tisku in v zvoku, ne. No, in dejansko se je pa začelo tako, da ko sem razmišljal, koga bi jaz povabil na tekmovanje brajice oziroma to srečanje ljudi, ki berejo brajico, a ne. In potem sva z Jožetom enkrat se pogovarjala in je nekako prišla ideja, da bi povabila Simono Semeniča, ne. Problem pa je bil, ker ima Simona ene take zanimive tekste, ki so neobičajni, a ne, ki so vmes nekje včasih poezija, včasih so čisto kratki stavki, kateri tekst brati. Jaz sem brskal po njenih tekstih, pa enostavno nisem dobil nobene take pametne ideje. Potem sem pa slučajno zasledil, da je pa dobila nagrado Modra ptica, ne, in sem rekel, tukaj je pa verjetno, glede na to, da gre za mladinsko literaturo, verjetno pa so te teksti, oprosti, če bom rekel, malo bolj normalni, ne. No, in seveda sem jo nekako poklical, vprašal, in sem preko nje dobil stik z Alenko Veler, ki pa je bila takoj pripravljena na sodelovanje. A ne, Alenka, zdaj bom pa tebi besedo dal, pa ti malo povej, izvoli.
Ja, jaz sem bila tega klica zelo vesela. Takrat še nismo bili v karanteni, ampak malo zatem, ko so pa mi dogovorila, smo pa že bili v karanteni. Tako. Pravzaprav kaj dost, nisem bila prej seznanjena s tem, kaj vi sploh počnete in kako te knjige, ki izidejo v črnem tisku, zdaj tu v komunikaciji z vami sem se tudi že kar nekaj naučila. Skratka, kako sploh pride potem knjig, ki izidejo v brajici. No, in mi je bilo to zelo dragoceno, da sem to izkušnjo zdaj imela. In tudi zelo dragoceno, da pač sta obe knjigi išli istočasno, čeprav takrat, ko se je to zgodilo, nekako smo se vsi lovili še kako sporočati. Mi naše tiskane knjige že znamo naprej potisniti, ampak takrat pa smo nekako malo izgubili stik, ampak nič hudega. Meni se zdi, da po vseh teh mesecih, ko je knjiga že zaživela orang življenje svoje. Kar sem vprašala, koliko izvodov je bilo prodanih, natisnenih je bilo 2000 in to bo novica tudi za Simono. Prodanih je bilo do zdaj pa že čez 1400 izvodov, kar je za eno novo delo kar visoka cifra. Tudi dobivam zelo dobre odzive od mladih bralcev, od staršev. Če ne bi bila Ljubljana zdaj malo zaprta, če bi bile okoliščine drugačne, bi nekako bralci že zahtevali pot po Ljubljani Skrivnega društva KRVZ. Namreč izkušnja mene v moji družini, pa tudi v družini mojih prijateljev je, da sprehodi po Ljubljani in po centru Ljubljane po branju te knjige niso več taki, kakršni so bili prej. Vsi iščemo zmaja, vsi iščemo iztočnice, ki jih je Simona dala v knjigi. Skratka, srečo imamo, da smo dobili po moje enega najboljših romanov v mladinske književnosti vsaj v zadnjih 10 letih. Večina ljudi, ki se z njimi pogovarjam, pa pač to zelo izpostavil. In jaz sem kot urednica seveda zelo vesela, da sem ta tekst ravno jaz dobila v roke. To je pač nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi, da delaš z avtorjem oziroma avtorico, ki ima kaj povedati, ki ima to povedati na nov, zanimiv, vznemirljiv način in da potem tudi to doseže bralce in da pri njih zbudi eno tako navdušenje, veselje, da se tudi pol besede oziroma glas o knjigi širi med bralci samimi. In to je izkušnja pri tej knjigi. Od izida je v bistvu, koliko je zdaj Simona, 10 mesecev je, no? Ja, bi mogla računati, ne še manj. No, skratka. 8, recimo. Ja, no tako, matematika nam gre očitno zelo slabo, ampak 10 mesecev. Skratka, mogoče bi sem to še rekla, nagrada Modra ptica je nekako smo jo ustanovili leta 2012. Ta knjiga je 6. Modra ptica, izmenjuje se na tečaje za še neobjavljene izvirne rokopise za odraslo leposlovje, pa za leposlovje za otroke in mladino. In to je že 3. mladinski roman, ki smo ga s tem natečajem dobili. In cilj, ki smo ga nekako imeli na začetku, je bil to spodbuditi dobre ustvarjalce, dobre pisatelje in pisateljice, da pošljajo svoje rokopise in nekako da te njihove knjige svojo pot začnejo ravno preko tega natečaja. Kar nekaj avtorjev se je tako lotilo pisati za mladino. No, Simona je to že vse opravila prej, ampak na srečo pa pač obstaja ta natečaj, ki omogoča tudi to, da imajo te knjige večjo vidnost. Namreč izide kar nekaj izvirnih del, naša založba je velika, vse knjige ne dobijo take pozornosti, tudi kot jo je dobilo Skrivno društvo KRVZ, kar je pa tudi en velik plus in se mi zdi ena taka dobra plat tega, da razpisujemo natečaj in da potem dobimo nagrajenke, ki jih tudi ustrezno dobro pospremimo PR-ovsko in marketinško v svet. No, to. In tu, da je prišel pa glas do vas, še preden je knjiga izšla, je pa sploh super. Hvala. Ja, te knjiga res kliče po
po sprehodu po Ljubljani. Jaz sem se že pogovarjal z eno turistično vodičko in je tudi nekako izrazila zainteresiranost, da bi to prevzela. Ampak dobro, to bomo drugič, ne. Izvoli. No, to sem meni je domišljija takoj začela delati, takoj, ko sem zemljevid dobila v roke in verjetno, če ne bi bilo te korone, bi obstajala že pravljična pot skrivnega društva KRVZ in jaz mislim, da je to kliče po uresničitvi, da se bo to zgodilo tako ali drugače, a ne si? No, čim nam dovolijo sprehode. Ja, jaz moram priznati, da sem, ko sem jo bral, jaz sem jo v bistvu tužiral. Sem rekel, da že leta nisem bral tako dobro literaturo, nisem sploh ne gledal na to, da je mladinska, ne, ker jaz imam sebe za zahtevnega bralca. Tako da res sem bil šokiran, kako je lahko za mladine na tako dobro delo nekdo napisal, ne. Zdaj, škoda, da ne ni uspelo narediti eno veliko tiskovno konferenco, jaz upam, da bomo naredili, če bo letos to tako, da bo to malo novinarje zbobnali skupaj. Je pa tako, zdaj jaz bi Katarini, midva smo najprej, ko smo začela se pogovarjati, je bil najprej problem okrog avtorskih pravic, ne okrog tega smo se začela in potem, ko smo to razčistili, je potem bilo to sodelovanje kar nekako lažje. Zdaj, Katarina, če me slišiš, daj malo ti razloži tukaj zdaj novinarjem in vsem nam, kako je zdaj s temi avtorskimi pravicami in s temi knjigami, kako mi to knjige prilagajamo. Izvoli. Se pravi, knjižnica lahko za potrebe slepih slabovidnih v 2 izvodih prilagodi gradivo, ne glede na to, ali imamo avtorske pravice oziroma jih nimamo. Za potrebe slepih slabovidnih lahko prilagodimo 2 izvoda. Če pa mi želimo, da gre neka knjiga v splošno knjižnico oziroma v komercialne namene, potem pa je potrebno prilagoditi oziroma najprej urediti avtorske pravice. Se pravi, če gre knjiga v širšo javnost, potrebujemo avtorske pravice, če pa je neka knjiga prilagojena za potrebe slepih slabovidnih, nam avtorske pravice, 48a člen oziroma Marakeška pogodba dovoljuje, da se prilagodijo knjige za potrebe slepih slabovidnih in drugih oseb z motnjami branja. Zdaj, knjige mi prilagajamo z eno zamudo, ne? Običajno prilagajamo z enoletno zamudo, ne? Res je. Knjižnica je odvisna od razpisov, ki jih dobimo od različnih ministrstev, ter FIHOT-a, se pravi Fundacije za financiranje humanitarnih organizacij, in glede na to, da se mi prijavimo na razpis, takrat oddamo tudi seznam del, ki jih bomo prilagajali. Se pravi, knjige, ki bodo recimo izšle v letu 2021, bodo pri nas na razpolago v letu 2022. No, vmes naredimo kako izjemo, a ne? Če so potrebne nagrajena dela, vrivamo noter. Ali pa če nam slučajno sredstva ostajajo. No, zdaj, gospod Evgen, zdaj bi dal vam besedo, da bi vi malo povedali pomenu Brajice, recimo 4. januar je bil mednarodni dan Brajice. Zdaj ne vem, jaz imam sicer en podatek, pa ne vem, če čisto točen, da je celo 200 let zdaj, odkar je Louis Braille nekako naredil tole Braillevo pisavo. A se sliša, gospod Evgen? No, okej. Najbrž moramo vklopiti mikrofon. Ja, verjetno bo mogel malo, ja, saj je bil prej. Čakaj, Roka, si ga ti sklopil? Dobro, mogoče bo pa uspel.
Skratka, dobro, potem bi pa jaz, predno se gospod Evgen Bavčar vklopi, bi dal pa besedo predsedniku Mateju. Matej, povejte malo o pomenu, recimo, pa kako si predstavljate sodelovanje malo, recimo, naprej s Mladinsko knjigo. Hvala za besedo. Jaz vse lepo pozdravljam, še posebej obe gostje. Zgodilo se je, da je knjiga izšla v vseh oblikah. To bi bilo nekaj, k čemur bi naša zveza naj težila, ali pa to bi bil nekak ideal naš. Seveda mi smo slišali, da imamo enoletno zamudo, samo nismo pa slišali podatka, da s to enoletno zamudo mi pravzaprav pretvorimo samo nekaj odstotkov, manj kot 10% knjig. Tako da zaostanek naš je strahoten in če se bo zgodilo, da ta lastovka ne bo 100-letnica, se pravi, da bo enkrat na 100 let preletela, bomo lahko zelo veseli. In upam, da bomo vzpostavili nek način sodelovanja, ki je bil prisoten tukaj. Seveda jaz čestitam za nagrado avtorici in pa upam, da bomo v tem letu vsi zdravi, kreativni in pa seveda srečni pa zadovoljni in se imeli lepše ali pa bolje kot v lanskem letu. Zelo fajn je seveda tudi odpirati področje ali pa pestriti področje otroške pa mladostniške literature. Saj to je tisto področje, kjer se lovi mlade bralce, da bi potem ostali kot zrele in odrasle osebe nekako naklonjeni branju, razmišljanju in tako naprej. Tako da to bi bilo v mojem pozdravu vse. Lepo nadaljujte ali pa povejte še kaj zanimivega. Dušan, hvala za besedo. Ja, hvala, Matej. Zdaj, predno dam gospodu Evgenu besedo, bi lahko rekel takole, da se je pač branje brajice se je majčkeno zanemarilo zaradi vseh sodobnih medijev, kot so zvok, je pa v bistvu se pa zdaj pojavila ena skupina mladih fantov in deklet, ki so nekako začeli spet brati in je nekako v principu je nekako še malo, bomo rekli, v vzponu spet ta Brajeva pisava. Mislim, problem pri Brajevi pisavi je pač to, da so ti veliki zvezki, ki jih moraš težko prenašati. Zdaj, jaz imam tukaj recimo takole zgleda na CD-ju, MP3 format, tako imamo pri nas. Sej Simona sprehodi se, ko si tukaj blizu, pridi pogledat, pa na kako kavico, no, enako velja tudi za Alenko. Drugače so pa recimo zgleda pa to takole, to so trije takeli zvezki, ki jih more dvostransko, tako to zgleda in to je treba dati zdaj seboj v posteljo ali pa vsaj na mizo. Tako da je ta problem, zato so pa nekako se to zanemarilo, pač teže jo obvladljivo. Ta knjiga je recimo napisana v 4 zvezkih, mogoče lahko povemo. Tako. Za predstavo. Nisem slišal. Pravim, za predstavo, kaj pomeni v črnem tisku pa v brajici. Zdaj bom dal pa gospodu Evgenu Bavčarju besedo. Evgen, se slišiva? Ja, se slišiva. No, zdaj pa povejte, najprej mi povejte, a je to res podatek, da bi lahko bilo celo letos 200 let, odkar je Louis Braille Louis Braille se je rodil leta 1809 v vzhodnem delu Pariza, tam še v
nekako predmestju vzhodno od Pariza, kjer je danes Disneyland, ta slovito zabavišče tam v bližini, 2 kilometra. In nekako s 15 leti je pa izumil pisavo, to je izredna stvar, ne. Je izumil, ko mu je ta Barbier de la Serre, ta kapetan artilerije, mu je prinesel nočno pisavo, sonografijo, ki je bila na osnovi 12 pik, ne. On je pa pogruntal, da je veliko boljše na osnovi 6 pik. Vse te tablice, ki jih on porabljal, tudi tablico od Barbier de la Serre, sem fotografiral njegovo hišo, pa še druge priprave, recimo Globus, s katerim je spoznaval svet. Ta pisava pač predstavlja še vedno, tudi dan danes, edino možnost pismenosti za slepe. Namreč človek ni pismen, če ni aktiven, tako v pisavi, kot tudi v branju. Aktivna pisava je, ko lahko pišemo sami in to pisavo lahko tudi kontroliramo, se pravi beremo. Če mi pišemo in nam potem zvočna sinteza bere, ne, ali pa nekdo drug bere, je to pasivni odnos do pisave. To se pravi, pismeni smo slepi lahko samo na osnovi brajne pisave. V tem primeru pač jaz absolutno branim, nekateri se celo hvalijo, da ne znajo tako naprej, ampak nikoli ne mora biti zvočna sinteza ali pa brana knjiga nadomestilo za to aktiven odnos do besede, ker edina možnost za slepega, da vidi besedo, je brajna pisava. To je materialno zaznavanje, nekako tipno zaznavanje v smislu približanega pogleda. To je pogled od blizu. Tako bi rekli, recimo v grškem smislu, to je erotičen pogled. Erotičen pogled je v tem smislu, da Bog Ero živi v temi in ko se on združuje s psiho, to se pravi, je absolutni bližini s psiho, ko se ljubita, ne, potem pa, ko pride pogled, ko je psiha radovedna, hoče videti svojega Boga, takrat se začne pa tudi trpljenje, skratka trpljenje se začenja z distanco, z ločitvijo. No, ampak to je že malo filozofija, pa mitologija, ne bom o tem govoril. To vašo idejo zelo pozdravljam, ker se mi zdi, da je to. Čeprav sem v svojem življenju že večkrat doživel to, da mi je kakšen pisatelj bil toliko pameten, recimo gospa Breda Smolnikar, da je doumela, da jaz moram pač njeno knjigo poslušati, oziroma da mi jo mora nekdo prebrati in mi ni tako podarila knjigo, kot običajno podarijo ljudje, brez da bi pomislili, ampak mi je enostavno poslala male kasete, ker je posnela svoje delo, tudi recimo delo ali se dekle, ali se žena se da brati za slepe, ker je zraven ključek in imate tam zvočno obliko te knjige. Poskus je bil tudi en Franc Rovač pri Mohorjevi družbi, ker dobite njegovo knjigo z neko pravljico, tudi v brajni pisavi in zvočno zabeleženo. Problem je v tem, da danes vsak pisatelj nekako piše v elektronskem zapisu, v računalniškem zapisu in imam pač to srečo, da nekateri zelo pomembni pisatelji mi zaupajo datoteko, recimo René de Secati, Francoz, ali pa recimo Avstrijec Peter Stefan Jung, mi pač pošlje svojo datoteko in tako reči, takoj berem, ko je že on napisal, lahko preberem to njegovo knjigo, seveda prek računalnika. Glede brave pisave pa treba se zavedati eno stvar. Prej ste omenili, da to terja velik volumen, veliko prostornino. Vam bom povedal primer, recimo Lalondov filozofski slovar, ki obstaja v francoščini za slepe, predstavlja eno tako knjigo, kot je Sveto pismo videče, ne. Ampak, če bi jaz hotel imeti ta slovar doma, mi ga bi morali pripeljati s kombijem, ker je to 83 takih zvezkov, kot je Sveto pismo. Recimo špansko-francoski slovar, ki se ga je posluževal en moj prijatelj, Christian Couder v Franciji, so mu morali pripeljati s kombijem in zavzel nekako pol študentske sobe, ne, da je lahko to na tak način, ampak to je bilo pred 50 leti še več, ne. Na tak način, zdaj seveda s tem, ko imamo pač braille terminal oziroma displej, ne, seveda to je treba imeti, ne, to je še enkrat
zaenkrat je zelo drago in mislim, da je bilo v času Braja lažje priti do tablice, kot danes do tega displeja, ker so tako dragi. To seveda nekako izboljšuje odnos do Brajeve pisave. Je pa Brajeva pisava edini materialna možnost zaznavanja neke realnosti, se pravi neke vidne realnosti, in to nam daje možnost pismenosti. Drugo pa je sam opis, recimo zvočna sinteza opis, branje zvočno, tudi opis v bistvu. To je pa aktivni odnos videnja besede. No, to bi jaz na kratko povedal. Hvala. Sanja, zdaj bi pa tebe prosil, da se vklopiš, pa da nekaj prebereš iz knjige v tak odlomek. Da bomo pravzaprav o čem se pogovarjamo. Ja, tako. Evo, jaz imam pred sabo izmed zvezkov, enega izmed 4 zvezkov iz te knjige. Zbrala sem pač en odlomek, ki je meni tak simpatičen, no. Je sicer kar obširen, tako da me boš Dušan prekinil, pa bomo mogoče ga v 2 delih prebrali, če bo treba. V redu. Zdaj upam, da se tu vidi mene. Ne se. Ok. In ta hip sedi pri uri slovenščine, ponavljajo iz, v, na, s, z. Pa saj mogoče ne bi bilo tako strašno dolgočasno, če mu ne bi mama tega že zdavnaj razložila in ne samo razložila, če mu ne bi tega razlagala vsak dan, na primer. Umazane spodnje hlače daš v koš za perilo. Nekaj prekinulo. Čiste spodnje hlače vzameš iz omare. Košarico za kruh vzameš s kuhinjskega pulta in si na kruh namažeš marmelado. Z glavnika pobereš lase in jih vržeš v straniščno školjko. In tako naprej v brezupno neskončnost. Isto je zdaj pri uri slovenščine. Iz šole, v šolo, na goro, z gore, sami dolgočasni primeri. Zakaj recimo učiteljica slovenščine ne uporabljajo primerov, kot so: zmaj je iz svoje votline zletel na streho, strehe na zmajski most, iz gobca mu je švigal ogenj na mimoidoče, ki so v strahu za svoje življenje z mosta skočili v Ljubljanico. Recimo, že cel teden je minil od zmajevega obiska in črt je vsak večer zbiral pogum, da bi pogledal skozi okno. Vsak večer je bilo lažje vstati iz postelje, stopiti do okna in se prepričati, da ga tam spet čaka. Nič. Mislim, nič od zmaja. Včeraj mu sploh ni več razbijalo srce, niti od strahu, niti od vznemirjenja. Samo vstal je, pogledal skozi okno in proti strehi, in ker ni opazil ničesar sumljivega, je legel nazaj v posteljo in mirno zaspal. Hvala, Sanja. Ja. Prosim, ko te prekinem, dejva malo nekaj pojasniti, kako se bere Brajeva pisava. Se pravi, ti bereš črko po črko in potem v bistvu sestavljaš besede, tako? Tako. To se pravi, gospod Bavčar je že povedal, da je pač Brajeva pisava sestavljena iz 6 pik,
oziroma iz 8, če gre za računalniški zapis. Gre pa za torej kombinacije in različne kombinacije sestavljajo različne znake, črke, precej različnih znakov v bistvu. In mi jih z kazalci tipamo na način, da ne vem, če se je točno videlo, ne, torej en kazalec pred drugim in v bistvu en bere črko po črko, drug pa za njim preverja. A ne, pri nas ni tega, bom rekla, pri slepih, ko reče, površinskega branja, a ne, torej, da z očmi pogledate, aha, vidite eno besedo. Pol jo prebere, pol si jo pa zmisli. No, recimo, ne, ali pa pravijo to diagonalno branje, ne, po strani dol. Pri nas v bistvu gre črko po črko oziroma potem nekako povezovanje, a ne, in hitreje, bolj je slepa oseba, bom rekla, zvertirana, hitreje to gre, a ne. Dovolite, bi sam nekaj pripomnil. Slovenci imamo tudi kratkopis, stenografijo, ki se ga pa veliko ne uporablja. Zakaj kratkopis? Zato, ker to omogoča, da grejo prsti hitreje čez besedo, da ni treba, da tak prostor nekako zavzamejo, ne? Ampak recimo, če beseda ampak je samo d, recimo, in to je ampak. V tem primeru se lahko hitro bere. Jaz vidim pri mojemu prijatelju Francozu, ki obvlada odlično francosko stenografijo, bere veliko hitrejše. Problem pa je v tem, da vsak jezik terja svojo stenografijo v braju. In to je problem. Zdaj, če zna en slep več jezikov, se mora tudi toliko kratkopisov naučiti, to je pa zelo zoprno po svoje. Ampak Slovenci mogoče premalo prakticiramo ta kratkopis, ki sta ga izdelala Franc Rožanc pa Ciril Musar in obstaja učbenik. Ta včasih je obstajal v zavodu. In to kar precej pospeši branje, seveda brez vaje ne gre. Ja, vse te knjige imamo, ampak enostavno ljudje ne znajo tega več brati. Si jih ne sposojajo, oziroma jaz sem poskušal in parim ljudem sem to poslal, pa so enostavno rekli, da ne pošiljamo, ne. Očitno to je malo zamrla stvar, ne. Je pa, Eugen, ko ste že glih zdaj pri besedi, dajte malo razložiti. Brajica je sicer univerzalni jezik, imajo ga tako Arabci, Kitajci, Japonci, Francozi, Slovenci, ampak v principu ni čist, bi rekel, univerzalni jezik v smislu, recimo, če rečemo arabski števil, a ne, se v bistvu med seboj se razlikujejo, a ne? Ja, mislim, za vsak jezik je prilagojen, recimo za vietnamščino, za kitajščino, ker to je na osnovi zvokov, se pravi na osnovi fonetičnega zapisa, ne, Brajeva pisava. Recimo niso pretvorjeni ideogrami kitajske ali pa tako naprej. To je pač fonetična pisava, ne, skratka s pravopisom, ker ni povsod pravilo, piši, kakor govoriš in govori, kakor je napisano, kot recimo imajo naši sosedje, na Hrvaškem ali pa v Srbiji deloma, ne, ampak je to pač fonetični zapis, ne, zato je tudi recimo raznih pisava, kot je japonska, tudi fonetični zapis v braju. Je pa to absolutno najbolj univerzalna pisava, ker vsi slepi tega sveta so lahko pismeni samo na osnovu braja. Braj ni bil to prvi poskus tega, ampak je bil Valentin Haüy, ki je pa enostavno to videčo pisavo, ki jo poznamo, tako A, B, pa to je pretvoril v relief, se pravi, da si je črke tipalo sam. Tam so pa ljudje še veliko bolj počasi brali, kot recimo brave pisavo. Tudi takrat, ko so predstavili to pisavo kralju Ludviku 16. 26. decembra 1786, so brali tako kot običajne črke, ki so bile v reliefu. Jaz sem te knjige tudi videl tam v muzeju Valentin Haüy. To je bila predhodnica braje pisave. Seveda, to je bilo pa še veliko bolj počasi kot Brajev točkopis. Jaz uporabljam izraz Brajev točkopis, ker je bistveni napredek v tem, da je Louis Braille izdelal črke na osnovi pik, se pravi na osnovi točk, ki so bolj dosegljive
tipnemu oziroma zaznavanju organizmu. To toliko pojasnilo. No, recimo, če jaz dodam, bila sem na potovanju v Južni Koreji in tam sem v bistvu tudi dobila eno brošuro v Braillevi pisavi in se mi je zdelo, da ko sem začela tipati, je po moje bilo zelo podobno, kot bi tipal nekdo, ki sploh Brailleca ne pozna, toliko enih novih kombinacij znakov. No, super, hvala. Zdaj bi pa Joža, jaz... smem? Ja, seveda, zdaj bi pa jaz počasi nehal spraševati, pa bi dal vam besedo. No, daj, Joža. Jaz se z Igorjem Bavčarjem strinjam, kar se tiče Brailleve pisave, da bi jo mogel v bistvu vsak znati brati in tako naprej. Drugače pa to tako, no. V starih knjigah je včasih pisal v Braillevi in Braillovi, to se pravi, da sta bila dva L-ja. Ker to so bile te stare knjige in se je bilo pač napisan v Braillevi in Braillovi. Je pa res tako, da bi mogel, kdor je pač slep pa slaboviden, obvladati Brailla, ker ta prvo so bile v bistvu Brailleve tablice, pa so bili Braillevi stroji, zdaj je pa ta sodobna tehnologija z zvokom in govorno sintezo. Je pa res to, da če ti knjigo v rok držiš, je siguren drugač, kakor pa če poslušaš. Ker eno je poslušati, drugo je pa brati. No, pa vsako branje, zvok je v bistvu neka vrsta interpretacija, če sam bereš knjigo, je pa v bistvu se sam interpretiraš, stvari. Je aktiven odnos v bistvu. Tako. Ja, Brajico je v bistvu treba spoštovati, čisto ko povedano. Super, hvala. Še kdo? Nobenega vprašanja? Jaz sem mislil še nekaj, živo Mitja, jaz sem mislil še nekaj povedati, a se me sliši? Izvoli. Kar se tiče Braillovega kratkopisa, jaz sem hodil tudi v center slepih tle v Škofjo Loko in vam čisto povem, še tja do leta 92 nekje so se slepi učili tudi kratkopis. Pol se je pa to kar nehal. In so, mislim, da mlajše generacije slepih, saj tam od letnika 80, pa rečemo 78 naprej, kratkopisa, mislim, da večina sploh ne pozna več, ker jaz poznam vsaj 2, 3, ki sem enkrat šlo pa enemu doma in je imel nek dnevnik ali neke zapiske in jaz tisto dobim v roke, sem, ko imaš pa to prav, kar ber. In tako vidim, tako kupenih znakov, ko imaš to za Braillico prav. Kratkopis je, sem rekel, jaz poznam st, št, lj pa nj. In to je pa tudi vse, kar smo mi v bistvu zvedeli o tem kratkopisu, vem pa, da je ful več tega, tako da mi se tega sploh nismo več učili, v bistvu nas sploh niso več učili Braillovega kratkopisa. No, tako. Mitjan, kaj pa ti, ko si glasbenik, kaj pa Braillova notacija? Louis Braille je bil glasbenik in je tudi pol naslednjo zadevo, ko je naredil Braillevo notacijo, ne? Veš, kako je pa s tem? Braillova notacija je, Braillova notacija je super, če bo jaz malo len, bi jo danes mogoče celo obvladal. Tako se mi je pa pač ni ljubilo učiti, ampak mislim, da so šli tako, polovinke so bile P, četrtinke so bile X, prav te črke so bile namenjene za Braillevo notacijo. Ja, in smo se jo prav učili, jaz sem jo, nekaj sem sicer probaval, kje mulc, takrat se mi pač ne ljubilo s tem zajebavati, zdaj pa, tako da jaz je ne znam, poznam pa ene par ljudi, ki so pa dejansko kar redno hodili in jo znajo, ja. Braillova notacija je obstajala iz raznih Y-ov, Č, X-ov, dvojnih V-jev in tako naprej. Imate prav, pardon, pri Braillevi notaciji tako, zdaj recimo, jaz sem srečal zelo pomembne glasbenike, orglarje v Parizu, ki so vse naštudirali in tudi recimo sloviti organist Helmut Walcha, ki je bil slep, je vse se naučil celotnega Bacha na osnovu Braillove notacije, ki je seveda izumil Louis Braille. Precej dela terja to. Sistem je zelo enostaven, sem tudi posredoval nekaj učbenikov v Slovenijo, se je bilo zanimanje za to, ampak nas v zavodu niso tako učili kot recimo v Pariškem zavodu za slepe, kjer so pa pravi mojstri lahko v bistvu poje
bere note v braju, ne, s prsti, pač tako, in zraven lahko poje solfež in tako naprej. Poje, Ampak ja, to je pa ampak špilati je ni mogo, ne? Ja, špilati ni mogo, ampak tako, orgle so si tako pomagali, da najprej se je naučil levo Na roko. pamet, ja. Na levo roko je zaigral, potem pa je z desno čital takrat, ko je levo igral, in ko je z levo čital, je pa desno igral, ne, in potem je pa združil, ne, to je bil ta sistem, še vedno ta sistem. Tudi za kompozicijo si ne morem predstavljati, da bi nekdo bil slep komponist brez brave pisave, brave notacije. Ja, večina slepih... Slavica, izvoli, beseda je tvoja. Ja, se slišimo? Ja, se slišimo, izvoli. Ja, jaz bi se zdaj čist lepo pridružila gospodu Bavčarju, ko je govoril o tem kontaktu z realnostjo, ko beremo. Jaz sem kot kasneje oslepela oseba, se potem osredotočila na zvok, ker je pač nekako opismenjevanje v brajci je dejansko postopek, ki traja nekaj časa, zahteva precej truda. In še danes po 25 letih slepote, jaz moram priznati, da resnično zgubljam stik z realnostjo, da me včasih sram, ko se sprašujem, kako se to napiše, kako se ono napiše, in grem seveda strica googlati, povprašati, ne. Druga stvar pa je, ki je tudi ne morem preboleti, ta stik s knjigo, ta svetinja, ko jo vzameš v roko, in ko vsakokrat vidiš naslov, vidiš naslovnico, potem šelestenje listov, ko jih obračaš, to so občutki, ki se pač ne dajo pozabiti, in jaz kot velik knjigofil, recimo, a ne, moram reči, da mi je knjiga v zvoku, bom zdaj rekla, malo cinično, ampak veliko manj vredna, ampak ker drugače ne gre, pač je tudi to v redu, no, tako da resnično, včasih se res vprašam, a sem res tako daleč prišla, da grem na Google gledati, kako se to pa ono napiše. Hvala. Okay. Še kdo? Dušan, Ja, Jože. še ena par stvari. Kar se tiče brajeve notacije, takrat, ko sem jaz hodil v zavod za slepo mladino, v določenem obdobju je delal Iztok Peroci Mišo, to ga določeni učenci dobro poznate pa vsi. On je učil brajevo notacijo v zavodu. Kam so pa dali te zapise, je pa druga stvar, ker takrat so marsikaj v zavodu uničili, ko so bili določeni ravnatelj, ki je bila določena ravnateljica. Tako da mi je prav žal, ampak tako je, lahko so uničili tudi stvari, ki bi bile danes dobrodošle, veste. Čisto povedano. No, lej, v redu, to se pač dogaja, to je pač ta napredek, ne. Zadnjič, ko smo imeli na posvetovanje bom rekel, z bivšo Jugo, sem celo izvedel eno zadevo, da ponekod starši celo nasprotujejo, da bi se otroci učili brajevo pisavo, ne. Kar mi je bilo kar šokanten podatek, ne. Ampak dobro. Ima kdo še kako vprašanje, če ne bomo počasi zaključili? Veronika Rot tukaj, Ja, RTV Slovenija. Mene pa zanima, če bo mogoče to sodelovanje med knjižnico, zvezo in Mladinsko knjigo postalo tudi stalnica. Pa zanima me mogoče malo več pa tudi o zvočnih knjigah in o tem, na primer, koliko časa se pa porabi, da se kvalitetno posname zvočno knjigo, in koliko ur potem v bistvu traja posnetek zvočne knjige, na primer te romana od Simone Semenič, na primer. Katarina, boš ti? Ja, samo da najdem knjigo. Jaz lahko samo, kar se tiče sodelovanja z Mladinsko knjigo, zdaj, ko sva z Dušanom na ti, tako rekoč, si seveda lahko povemo, kaj je v programu v prihodnjem letu, in absolutno jaz kot urednica Mladinskega leposlovja sem zelo zainteresirana za tako sodelovanje. No, super, hvala. Hvala. Kar se mene tiče, dokler sem tukaj še na zvezi, bom vsekakor se trudil za to, da bodo te knjige in da bo tako sodelovanje prihajalo, da bomo naredili v bistvu, ker to je res v interesu, jaz mislim, oboje stranskemu, da
da je to v bistvu tako, kot mi je včeraj, ko so se z Evo pogovarjali, to je v bistvu prva diskriminacijska knjiga, ne, ki je, to je Evgenov izraz, ne, ki je v bistvu išla. Ne. Ne diskriminacijska, ne diskriminacijska knjiga, v tem smislu. Ne, namreč, kar je dobro, da recimo v tem primeru nismo mi zafrustrirani, tako včasih gremo slepi v trgovino in je vse tam pod plastiko in ne moramo niti potipati, kar bi radi kupili. Ne. To se zdaj tudi dogaja s to korono in tako naprej, ko smo bolj oddaljeni še kot videči od stvari. Ne. To se pravi, kupujemo stvari pod plastiko in do zdaj so bile tudi knjige v bistvu pod plastiko, oziroma zvočna oblika, to je neke vrste plastika, ker ni tisti realni odnos materialni. Bi pa še poudaril to, ko so ravno prisotni novinarji. Pomembna je informacija, zelo lepo je, če imajo radijske mreže tudi kakšno oddajo za slepe in slabovidne, recimo protestanti imajo v Franciji svojo oddajo, pri nas ima Ognjišče svojo oddajo, RTV zaenkrat še nima, pa bi bilo dobro. Da je pač informiranost, ker recimo mi moramo videče informirati o tem, kako lahko govorimo v lastnem imenu, kakšno je naše doživljanje knjige, koliko blaznih naporov je bilo skozi zgodovino potrebno, da se sploh do tega prišlo. To je traja 200 let, to ni dosti. To je zelo malo v bistvu v evolutivnem postopku človeštva. In se mi zdi to srečanje danes, za katerega čestitam gospodu Brešarju, gospe Semenič tudi in vsem pritopim, se mi zdi zelo pomembno, ker služi to informacijo in tudi izmenjavo različnih izkustev in pogledov na knjigo, je pač nekaj, knjiga za Slovenca mora biti nekaj svetega in za slepega Slovenca tudi. Hvala. Katarina, si že našla? Ja. Okay. Se pravi, samo prilagajanje knjig za slepe slabovidne ni tako enostavno. Tudi recimo sama brajica, da mi knjigo lahko natisnemo v brajico, najprej rabimo elektronski izvod knjige. Zadnje čase izhajajo knjige, ki vsebujejo različne fonde, različne pisave, kar pomeni, da moramo mi najprej vse fonde spremeniti, da je pač enotna pisava. Slepim in slabovidnim, se pravi, najprej, kot mi pripravljamo, najprej se pripravi RTF format, se pravi, da izbrišemo vse odstavke, vse prazne vrstice, vse slike oziroma mi temu rečemo vse, kar ne paše noter razen besedila. Ko je RTF narejen, gre to potem v tiskarno. Tiskarni Blaž to besedilo še dodatno prilagodi. Se pravi, treba je vstaviti dodatne znake za ločila, za velike začetnice, za odstavke, za vse, kar rabi stroj, da potem na koncu pridajo ven brajeve pike in da je potem besedilo slovnično pravilno. Kar se pa tiče samih zvočnih knjig, na vprašanje, koliko časa porabimo, da je neka knjiga prebrana, je čisto odvisno. V tem primeru je knjiga dolga 6 ur in 52 minut. Tukaj morate vedeti, da gre za mladinsko delo, da gre za slovensko delo, da so noter slovenska imena, kar v bistvu olajša samo branje. Če je knjiga prevedena, porabi bralec, ne vem, če so kakšne tuje besede, tuja imena, je večja verjetnost, da se bo zmotil, kar pomeni, da se bo mogel ustaviti pa še enkrat posneti. Ampak načeloma, recimo pri tej knjigi, ki je že tako dolga, skoraj 7 ur, je bralec rabil še dodatno uro zraven, pri tujih knjigah pa še dodatni 2-3 ure, da je knjiga prebrana od začetka do konca vse. Ja, izvoli, Alenka. Mikrofon klopi. Kdo je pa bral to knjigo? Čistem, Fedbec me matra. Bahor Nejc. Aha. No, Dušan, hitrejši. Ja, ko imam tukaj, jo imam pred seboj. Ja, Max bi še rad nekaj vprašal. Max je še z nami?
Ja, sem, lep pozdrav. Samo zdaj je ta že mimo šla, o notah sem se hotel prej oglasiti zraven. No pa povej. No, jaz sem imel izkušnje, ko sem bil organist v domači fari. In v Škofji Loki sem se naučil brajeve note, ko me je naučil gospod Čurič, pokojni. In potem sem mogel pa kar sam se nadgrajevati z znanjem pa usklajevati, ker je bilo pisano, note sem si mogel napisati v en glas in potem v vse 4 glasove. In ko sem se en glas naučil na pamet prijemati, sem mogel se naučiti drugi glas in ga združiti, da je pelo dvoglasno. In tako potem za tretji glas in četrti glas. To je bilo pa še kar veliko dela, pa da je to ostalo pol, da si združil pravilno v 4-glasno akordno igranje. No, to sem hotel reči, no pa mogoče še to, ko je Mitja rekel, ali en drug gospod, da so se note morbiti izgubile. Najbrž je to tudi res, ker sem jaz okrog leta 1974 bil na enem seminarju, ki ga je profesor Confidenti v Ljubljani na Zvezi slepih vodil ta notni tečaj. In takrat je bilo v tem notnem zapisu popolnoma drugačen sistem pisanja v brajici, kot pa je bil, kot sem ga jaz poznal. In tistega sistema jaz nisem osvojil, ker sem bil premalo za tiste 2 uri, ko smo tam bili, da se pa potem kasneje še kaj glede tega učenja, ki je dogajalo, zato nisem vedel, sem pač ostal po tistem starem načinu. Toliko, hvala lepa. Še kdo? Jaz bi pa, Veronika, spet tukaj, se opravičujem, glede Marakeške pogodbe, a ne, ker zdaj je dovoljeno samo 2 izvoda, a ne, lahko knjižnica ima, a je mogoče, bo kaj več sprejeto glede tega, bojo kakšne večje olajšave za slepe in slabovidne, za prilagajanje knjig in tudi za širšo distribucijo? Kar se tiče Marakeške pogodbe, je Slovenija lansko leto končno dala noter v sam zakon. Zdaj, kar se tiče same Slovenije, ja, za nas je pomembna, ampak recimo za nas ne pride toliko do samega izraza. Marakeška recimo bolj pride pri izrazu recimo francoščina, španščina, portugalščina, ker si lahko zdaj Španija z Ameriko izmenjuje knjige ali pa kjer se, ne vem, španščina, kjer je področje španščine, jim ni treba v Ameriki prilagajati gradivo, ker ga lahko dobijo iz same Španije, že prilagojeno gradivo. Kar se pa tiče v Sloveniji, je pa to, da mi lahko gradivo pošiljamo izven meja Slovenije. Se pravi, če si nekdo, ne vem, že samo iz Trsta, neki zamejski Slovenci, ali pa če nekdo živi v Nemčiji, mi zdaj lahko brez težav pošljemo gradivo v tujino, ki ga recimo prej nismo smeli poslati. No, ampak pošiljali pa smo, ne? Smo, ampak uradno tega ne bi smeli delati. Zdaj pa to lahko delamo zakonsko, da bi pa se prav posebej še kaj spreminjali, pa zaenkrat ni govora. Tudi zakon o avtorskih in sorodnih pravicah je bil nedolgo nazaj spremenjen in je bil v bistvu tako rekoč pisan v prid slepim in slabovidnim. Tako da rekoč mi lahko prilagajamo gradivo slepim in slabovidnim, in v bistvu mi nimamo trenutno toliko velikih težav, bolj finančno kot pa zakonske. Ne vem, upam, da sem odgovorila. Ja, hvala. Še kdo? Simona, zaključna beseda.
Joj, ne vem, če sem jaz za zaključne besede. Mislim, jaz ne vem, mislim, ja. No, rada bi pač povedala to, da sem zelo počaščena v bistvu, da je prav ta moja knjiga tista, ki je išla hkrati v brajici in v črnem tisku. In jaz sem v bistvu glede tega zelo neuka, pač nimam kaj dosti informacij ali stika. In moram reči, da sem bila tudi zelo presenečena, da v bistvu tu ni neka redna praksa, pač ker ne veš, potem se ti zdi, da je tu vse stvari tekoče se odvijajo, pa potem v bistvu naletiš na take stvari in si pač na to, da to ni tako vsakdanje in si presenečen, no. Tako da, ja, upam, da bo to vnaprej bolj pogosto se dogajalo, da bo tudi več knjig v brajici, ker je, no, tako, no, in sem hvala pač za pač to možnost te tiskovne konference in pač za to, da sta Dušan in Alenka in Jože tudi v bistvu moram reči, da ste zakuhali, no, to, da se je to pač zgodilo. No, tako, no, zdaj ne vem, a sem v redu povedala. V redu, hvala Simona. Dušan, smem jaz? No, daj, Joža. Jaz bi se Simoni pa Alenki zahvalil, tebi pa posebej tudi, zato ker si me uslišal in da smo to zadevo tako fajn speljali, kot smo jo. Verjamem pa, da če bi bilo to tako, kot ni, da bi se v živo dobili, bi bilo to sigurno drugače, ampak ker pa pač te zadeve zdaj ne omogočajo, se moramo pa pač prilagoditi času in pa razmeram. Jaz upam pa, da bo kdaj Simona Semenič v živo med nami in ji obljubim, da ji bomo pokazali to Braillovo knjigo in morebiti še kakšen Braillov stroj in podobne stvari, da bo videla, kako v bistvu te zadeve funkcionirajo in kako nam v bistvu te zadeve tudi služijo. Ja, saj jaz Simono čakam že od februarja lanskega leta, da pride kaj okrog stanuje, tako rekoč skoraj čez cesto. Ja. Drugače pa takole, Simona, ti poklič v knjižnico, pa pejt se zmenita, kdaj bo tak termin, da ne bo dosti ljudi noter in si poglej, drugače obljubim ti pa, da ti bom jaz osebno pokazal to Braillovo knjigo. Sicer verjetno ne bo tvoje delo, ampak bo pa neko drugo delo ali pa kakorkoli. No, super, ja, zdaj malo, da se to vse pomiri, no, tudi če ne kaže lih, da bo to kaj hitro, ampak ja, no, malo, da se vseeno malo vnese, no, tako, pa ja. Drugače pa tako. Tebi hvala, da si v bistvu dovolila, da se lahko Braille napiše, da se lahko posname in tako naprej. Hvala, da si bila, morebiti, jaz si želim, da boš še kdaj z nami, ampak da si bila prvič in drugič in tretjič in večkrat. Hvala, Joža je aktivni uporabnik knjižnice, zato je to, mislim, da so te besede kar dragocene. Jaz bi zdaj tukaj končal, zdaj razen, če še nima kdo kaj. Se pravi, vabljeni vsi, da pridete v knjižnico, zdaj imamo eno smrekco tamle, ko so vatikanski v Kranjski Gor, se pravi ti, ko so ostali od okreščevanja v Vatikanu, so zdaj v knjižnici pri nas in so možni zatipati. Drugače pa kadarkoli mi smo tukaj in pridite nas pogledati in jaz upam še za kako akcijo, da bomo naredili. Tako da hvala vsem prisotnim in želim vam srčno in srečno letošnjo leto, pa se še kaj vidimo na Zoomu ali pa osebno z maskami oziroma brez mask. Hvala, vsem lep pozdrav. Hvala nazaj. Srečno. Hvala, srečno. Ja.